Spoštovani predsednik vlade, napovedali ste, da bo leto 2025 reformno leto. Ministrom ste naročili, naj pospešijo pripravo zakonov. V zadnjem letu mandata jih na primer Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja 7, najavlja se solarizacija najboljših kmetijskih zemljišč. Ministrstvo za gospodarstvo želi omejiti prosto gospodarsko pobudo na področju oddaje turističnih kapacitet. Ministrstvo za infrastrukturo poleg pregrešno dragih železniških postaj redno dobijo več 100-milijonske anekse za gradnjo prometne infrastrukture. Ob tem pa napovedujete davek na nepremičnine z visoko stopnjo obdavčitve, pokojninsko reformo, ki bo dvignila upokojitveno starost na 67 let, digitalizacijo zdravstva za uvedbo nacionalnega e-kartona, drugi krog davčnih sprememb. Pojdimo v december 2022. Tedaj ste rekli, leto 2023 bo leto reform. Želimo popolnoma spremeniti sistem delovanja javnega zdravstva, vpeljati reformo tako v pravosodje kot v šolstvo. Pripravlja se sprememba davčne politike, ste rekli. Nato ste marca 2023 ugasnili davčno reformo, odstopil je državni sekretar na Ministrstvu za finance. Poleti se je zaključila digitalizacija zdravstva in reforma zdravstvene zavarovalnice. Odšel je zdravstveni minister. Reforme v pravosodju ni, niti v šolstvu. Leto 2025 je zadnje leto mandata. Čas, ko vlada nima več reformnega potenciala, predvsem pa zmanjkuje časa za usklajevanje. Leto 2023 ni bilo reformno leto, bilo je nasprotje tega. Na podlagi česa ste prepričani, da bo leto 2025 drugačno? Še posebej zato, ker vas čaka kar nekaj nalog iz koalicijskega sporazuma. Na primer, zagotovili bomo centralizirano naročanje zdravstvenega materiala, tega ne vidimo. Poenostavili bomo davčno zakonodajo in davčne postopke s ciljem večje preglednosti, predvidljivosti ter hitrosti postopka in davčne varnosti. Namesto tega je bilo uvedeno 11 dodatnih bremen za gospodarstvo. Pripravili bomo nacionalno strategijo, kako postati ena od 20 najkonkurenčnejših držav na svetu. A v letu 2024 smo po lestvici IMD-ja padli za 4 mesta na 46. mesto, na primer vladna učinkovitost padec na 46. mesto. Ustanovili bomo inšpekcijski organ, ki bo neodvisno izvajal nadzor nad izvajanjem javnega naročanja. Ali pa ta, ki je še posebej aktualen zadnje dni ob izbruhu afere Karigador, okrepili in profesionalizirali bomo nadzorno vlogo svetov zavodov. S tem želimo depolitizirati celoten zdravstveni sistem. Vsakodnevno politiko je treba umakniti iz mehanizmov vodenja. Spoštovani predsednik vlade, kako kaže reformnim ukrepom, ki ste jih ljudem obljubili ob nastopu vlade, sicer najmočnejšo koalicijsko večino v zgodovini države? V enem stavku, ta koalicija in ta vlada bo izpeljala v enem mandatu več reform kot vse ostale vlade v zadnjih 20 letih skupaj. Tako da hvala za vprašanje. Reforme niso to, kar ste vi naštevali. Reforme, ki smo se jim zavezali v letu 2023 in smo jih aktivno pripravljali in aktivno usklajevali skozi socialni dialog, ki je mogoče vam malo neznan, nam pa niti približno neznan, so danes že ali sprejete ali pa tik pred potrditvijo v državnem zboru. Jaz sem vesel, da ste mi dal ta izziv. V letu 2023 smo napovedali, oziroma že ob nastopu vlade smo napovedali, da je koalicijska pogodba podpisana za 2 mandata. Napovedali smo 8 reform, jaz bom šel po vrsti. A nekatere so zaostajajo namenoma, nekatere so pa že potrjene. Najpomembnejša od vseh, najpomembnejše področje je področje zdravstva. Na področju zdravstva uvajamo spremembe, kot jih ni bilo v zgodovini te države še. Ravno zaradi neukrepanja prejšnjih vlad, tudi tistih, v katerih ste mogoče vi imeli kakšno vlogo, se je javni zdravstveni sistem v preteklosti razgrajeval. S sprejemom novega paketa zakonodaje je te razgradnje konec. In jaz si res želim, da boste vsi tisti, ki imate javni zdravstveni sistem ves čas v mislih in na jeziku, podprli jutri ob ponovnem glasovanju zakon o zdravniški dejavnosti. Ta zakon je tistim, ki vsakemu bolniku omogoča, da bo v javnem sistemu, ne pri zasebnikih, lahko prišel do svojega zdravljenja. Plačna reforma, že izpeljana, že uzakonjena in že v izvajanju. Seveda bo tekla še naslednja leta in to je bilo tudi izpogajano v socialnem dialogu. Ne more se uvesti čez noč, uvedena bo v letih. Drugi obrok povišic bo v oktobru letos in potem v naslednjih letih naprej. Stanovanjske politike.
Ne samo, da so stanovanjski zakoni pripravljeni, ne samo, da smo tik pred tem, da steče največji investicijski cikel v zgodovini v javna stanovanja. Ne. Za 10 let smo zagotovili tudi sredstva. Sredstva 100 milijonov letno. A moram naštevati naprej? Kaj vse je bilo narejeno, kaj vse se zaključuje. Čisto potiho, vi ste jo omenili, reforma šolstva. Čisto potiho in se izvaja že 2 leti. Ne samo, da se prenavlja kurikulum, ne samo, da smo zagotovili denar, dodaten denar za šolstvo, ki ga nikoli do zdaj ni bilo v zakonu. Pripravlja se tudi sprememba zakona o osnovni šoli, ki bo pripeljala vse te stvari noter in tudi, kar bomo kasneje govorili o kako preventivno delovati na področju medvrstniškega nasilja. Tudi tega se noben prej ni lotil. Vse to je v pripravi. Reforma znanosti. Ne samo, da povišujemo sredstva, od prvega dne vlagamo v inovacije. Zakaj vlagamo v inovacije? Ker edino znanje je tisto, kar nas lahko pripelje naprej. Vse te reforme se že izvajajo in se bodo ali že zaključile ali pa zaključevale v naslednjih mesecih. Zakaj se ne morejo reforme izpeljati čez noč? Če je to vaše vprašanje, zato ker tako ne gre. Ker že samo socialni dialog pokojninske reforme traja leto dni. In po letu dni nam je uspelo to, da je osnutek pokojninske reforme, kot je danes predstavljen, potrjen strani vseh socialnih partnerjev. Ne samo strani vlade in vseh koalicijskih strank, temveč tako sindikatov, kot tudi predstavnikov gospodarstva. In ja, to si štejemo za velik uspeh. Ne samo, da reforme izvajamo, celo uspe nam doseči v njih socialno soglasje. Soglasje vseh deležnikov v družbi. Zato smo potrebovali leto. Nič hudega, zato pa reforma toliko bolj uspešna. Zdaj na nalogah, ki sem jih prej naštel, ki so iz koalicijske pogodbe, na naslovni strani piše koalicijski sporazum od leta 2022 do 2026. Skratka, ne za 2 mandata. Kar se tiče tega, da je bilo storjeno več kot v zadnjih 20 letih, pa vam citiram besede enega od predstojnikov na UKC-ju, kako gleda on na teh 20 let v zvezi z reformo zakona o zdravstveni dejavnosti, citiram: "Žalosti dejstvo, da bo nepremišljen ukrep razbil time, ki smo jih postavljali 20 let in katerih delo je neprecenljivo za bolnike. Glede na to, da ste pred volitvami vse skozi govorili, kako prisegate na stroko, pa upam, da bo na jutrišnjem glasovanju premagalo zaupanje v stroko in nezaupanje v vaše besede." Zdaj, reforme, ki ste jih našteli, so vse narejene približno na pol ali pa še to ne. Samo kar se tiče reforme plačnega sistema v javnem sektorju, Evropska komisija je za načrt okrevanja dala 3 pogoje, da reforma izpolni svoje cilje, in sicer, da vzpostavi sistem variabilnosti, da reši nesorazmerja, ki so inkorporirani v plačni sistem javnega sektorja, in da najde spodbude za deficitarne poklice. Nobenega od teh 3 dejavnikov ta reforma ne prinaša, razen skoka naprej in rešitev za plačni sistem. Spoštovani gospod Golob, ali je predsednik vlade, ki je obremenjen z 2 primeroma oziroma z 2 zadevami pred KPK, katerega preiskuje specializirano državno tožilstvo, opravilno sposoben, da lahko izpelje reforme, ki se jih je vlada zadala ob začetku mandata, oziroma ali lahko izpelje to, kar je volivcem obljubljal pred volitvami, še posebej zato, ker v vmesnem času, če bo KPK odločila, verjamem, da boste sledili svoji navedbi, da boste v tem primeru odstopili kot predsednik vlade. Prosim za konkretno objasnitev. Jaz pač prosim, da nek nivo kolega poskuša obdržati. To, da predsedniku vlade sprašujete, ali je opravilno sposoben, ne vem, če veste, kaj to pomeni, opravilna sposobnost, medtem ko je vaš predsednik bil 2-krat pravnomočno obsojen storilec kaznivega dejanja, 2-krat dokončno spoznan, pa vas to ni nič motilo pred KPK-jem za odgovornega. Tako da, kolega Logar, držite se, prosim, etičnega kodeksa, ki velja za vse poslance, in poskušajte biti vsaj približno kulturen. Zasluži si opomin. Hvala lepa. Jaz bi zdaj na tem mestu opozorila, da razne pripombe o opravilni sposobnosti niso na mestu. Jaz verjamem, da smo tukaj vsi opravilno sposobni, ne? Tako
Tako da vzdržimo se tega, ne, če pa komu treba pravilno sposobnost vzeti, pa zato obstajajo sodni postopki. Prosim za mir, tudi takrat, ko predsednik vlade odgovarja, prosim, da se vzdržite raznih komentarjev med sabo, zaradi tega, ker kot prvo, vem, da je težko, kolegica Bah Žibert, ampak vseeno, zaradi tega, ker ni vljudno, da motimo človeka, ko govori, kogarkoli tukaj, ne, mislim. Prosim, no, postopkovno, izvolite. Predsedujoča, jaz ne vem, vi kar vpletate z imeni. V čem ste zdaj mene izpostavili? In res prosim, da se mi opravičite. Sedela sem, niti spregovorila nisem s sosedom. In vi izpostavljate moje ime. Zdaj, če imate vi z mano težave, to je drug problem, to rešujte drugje. Ampak tukaj pred zborom me pa ne boste izpostavljali brez kakršnekoli podlage. Zato, ker potem bo pa res kdo že posumil, kaj je z opravilno sposobnostjo v tem državnem zboru. Opa, dobro. Smo slišali vsi ustvarimo mnenje in gremo naprej.